Težave s kanalizacijskim omrežjem v mestni občini Maribor niso novost. Nekoliko presenetljivo je torej, da je občina resnost problematike spoznala šele po grožnji z globo 100 000 evrov Inšpektorata za okolje in prostor zaradi manjkajočega dela kanalizacije. Ja, tu je zanimivo to, da se je med tem časom spremenil tudi predpis. Najprej je bilo zahteva, da je 95% mesta kanaliziranega. V lanskem letu v juniju se je to spremenilo na 98%. In zdaj je država tudi pripoznala, da je to kar enormen strošek, predvsem za mestne občine, kjer je večja gostota poseljenosti, in je namenila en del kohezijskih sredstev, ki prvotno niso bila temu namenjena, ker vemo, da je perspektiva 2014-2020 tista, ki je omogočila določene projekte in komunalni projekti niso bili predvideni. Sedaj so predvideli za Podravje določeno vsoto in na področju kanalizacije smo seveda mi to možnost sedaj vzeli in pripravljamo projekte za teh 11 milijonov. Položnica podjetja Nigrad je od lanskega marca nekoliko višja, saj podjetje od takrat uporabnikom zaračunava tudi omrežnino. Sama omrežnina je sestavljena iz vrednosti kanalizacijskega omrežja ter obvezne zavarovalne premije za dano kanalizacijsko omrežje. Ta prihodek v višini 3,88, ki ga dobi povprečen občan za priključek DN20, torej vodovodni priključek, je izključno za investicije in investicijsko vzdrževanje ter prenakazan na mestno občino Maribor. Občina je tako pridobila vire, s katerimi bo lahko aktivno izvajala investicije in investicijsko vzdrževanje kanalizacijskega sistema. Zato je že v prejšnjem letu začela z izgradnjo omrežja v Limbušu, kjer izgradnja poteka v večjih fazah. V Limbušu je specifična situacija, da je ta zaselek pod železniško postajo, gre za 9 ulic, kjer kanalizacije še ni, je na višjem platoju, kot pa je kanalizacijski vod, ki ga imamo že položenega, pa smo ga v prvi fazi postavili. Najprej smo seveda morali narediti tako imenovani vtočni bazen, kamor pretečejo odpadne vode iz Laznice, in da to lahko potem prečrpamo v kolektor, je bilo potrebno še zgraditi tlačni vod in to je osnova, seveda zdaj ravno teče tudi naročilo za nakup črpalk, ki bo v naslednjih 2 mesecih izvedeno, med tem časom pa lahko potem izprocesiramo drugo fazo, to pomeni, da teh manjkajočih 9 ulic tudi ustrezno kanalsko opremimo. Težko pa je pričakovati, da bo po izgradnji manjkajočega dela mariborske kanalizacije znesek na položnici Nigrada nižji. Glejte, omrežnina je sama zakonska obveza, torej imajo vse občine v Republike Slovenije v skladu z dano uredbo, ki sem jo prej navedel, gre izključno za investicije. Torej občina, vkolikor izgradi neko investicijo, mora tudi od tega odtegniti amortizacijo. In omrežnina sama kot je sestavljena iz amortizacije in zavarovalne premije. Ta znesek bo stalen, razen v primeru, da se spremeni vladna državna uredba. Težave pa občini ne povzroča zgolj manjkajoče kanalizacijsko omrežje, ampak tudi odvodnjavanje v času prekomernih padavin. Cevi, ki so položene, niso ustreznega profila glede na zadnje vremenske razmere, ki so se po teh klimatskih spremembah toliko spremenile, da so zdaj posamezni nalivi tudi krepko čez 100 litrov na kvadratni meter, včasih so pa bili ob planiranju te kanalizacije nekje med 40 in 50. In seveda, če hočemo kratkoročne ukrepe izvesti, so najlažji tisti, ki se začnejo pri objektih, da tisti, kjer ni potrebno, da napeljejo žlebove v kanalizacijo, to storijo na enega od načina, ki danes tehnika omogoča, pomeni zalogovniki padavinske vode za koriščenje ali ogrevanja v hiši, ali zalivanja zelenic, ali uporabo kot komunalno vodo za splahovanje stranišč. Občina je tako za letošnje leto pripravila projekte v vrednosti dobrega -1 milijona evrov, ki zajemajo dokončanje kanalizacije v Limbušu, izgradnjo kanalizacije v Razvanju in dokončanje 3. faze v Kamniški grabi. Izbiro izvajalca pa, če ne bo zapletel pri razpisu, načrtujejo v mesecu maju letošnjega leta. Do leta 2021 pa bo občina dogradila celoten del manjkajoče kanalizacije, ki zajema še zaselke Malečnik, Celestrina, Trčova, Hrastje, Laznica, Bresternica, Jelovec, Rošpoh in Vinarje.